živijo popotniki. Z nami je Marko Mikl, ki ga že poznate, jaz sem še vedno Janin in tole še vedno oddaja Popotnik. In danes bo šlo malo naprej pogledati, kaj je Marko počel in kaj je tudi posnel na vseh tehle krajih, kjer je hodil v svojem življenju. Ja, praviš, da v Južni Ameriki je življenje zelo pestro. Kaj se ti je kaj zanimivega zgodilo? Veliko stvari, ampak mogoče ena taka simpatična zgodba, ki sem zvedel, da je neka tovorna ladja, to je bilo sicer v Centralni Ameriki, da gre na en karibski otok, tam iz celine, in pa smo se rabili po reki iti pol na otok. Jaz sem takrat še tako v španščino govoril, ne zdaj, da se glih hvalil. Jaz nekako prištopam do tega mesta, Rama, se mu rekel. Je to Nikaragva? Nikaragva, ja. Prištopam do tega mesta, ker drugače tam neka redna linija za trajekt, pa to, ampak sem rekel, valjda, da gremo malo bolj tako zanimivo narediti. In sem jaz to zdaj predstavljal tako tovorno ladjo, ne vem, s čim gor, ampak tovor. Jaz pridem tja, 2 dni sem čakal to ladjo, pridem tja, in so bile gor tako 3 krave v vrsti, 10 prašičev, tovor posod okrog, pa takrat še nisem imel viseče mreže. Zato sem jo tudi pol nabavil pa to. Hamaka. Ja, in pa sem spal tam na tleh, sem kao probal zaspati za tako 2 metra zraven krave. Nisem glih pomislil, da se to na neki točki polula, in da je to šlo vse po meni. Se krava pol polula enkrat in pa sem se predstavil spredi na to, kako se reče, na palubo. In pa bilo tako, pa smo bili že na morju, taka romantična, zelo, veš, izkušnja tam. Imel si morje, zvezde so se videle, veter v laseh, pa po drugi strani je bilo pa slabo, ki se je ful, ladja se je dvigvala, gor pa dol, tam smo se vzeli. No, tako da to sem bil pol en dan na tej ladji, 24 ur. Bruhal je na 2krat? Bruhal sem samo enkrat, ja, zjutraj. Pa še to zato, ker sem šel nazaj pol do teh krav in je bilo vse posrano in je bilo slabo. Pa sem bil tako... Se ponovati takoj odleže, če enkrat bruhneš? Ja, zdaj se ne spomnim čisto, ampak... Ja. Tako da, evo, pa po enem dnevu, bilo fajn, smo pol tja na Karibe prišli, veš, palme, tako malo na pol kičast otok, ker sem bil pol tam 10 dni. Tako da, ja, taka, po moje veliko sem preštopil tudi prej, dosti bil na rekah, ampak... Kako pa greš topke po Južni Ameriki? Ja, gre. Mislim, dobro, zdaj sem južna, v centralni sem precej več preštopil. A te raji ustavljajo, če vidijo, da si gringo, je bolj, če si domačin? Ja, ne vem zdaj, kako je biti domačin, ampak je kar šlo, no. Veš kaj, bolj je razvita država, manj so ustavljali. V Kostariki je bilo slabo, ampak Honduras recimo je bilo easy, si dal roko ven. El Salvador isto, si čakal par minut, pa si dobil štop. Pa si imel kakšne težave na štopu, so bili tečni kakšni? Ne, nič, v bistvu res same dobre izkušnje. Pa so že kar po tvojemu izgledu vedeli, da si od nekod iz severa, se pravi Amerika, Juga, Evropa? Ja, itak, se je bilo z aviona se videl. Veš, dolgi blond lasje, samo tam, polovena španščina. Ampak ja, so bili prijazni, no. Tako, res tudi v Aziji sem dosti preštopil, v Jordani sem štopil. A drugače sploh nobenih takih večjih težav nisi imel na poti? Ne, zdaj... Recimo, kaj na meji, recimo, da te kdo sprekaval? Lej, te meje so itak, včas malo traja. Mogoče še največja težava je bila enkrat to že prej, ko sem bil v Kambodži, takrat sem pasoš sem založil zato, da sem motor rental, pa smo rentali 3 motorje in pol nekdo ni motor nazaj pripeljal. In pa smo čez 3 dni izvedeli, da ga je razbil in pa smo bili na policiji, tako smo kak teden to rešali. Ampak drugače pa nič kaj tazga, no.
je predvsem je zelo glasen Chiapas v Mehiki. Tam vsak, mislim, malo pretiravam, ampak vsak tretji avtobus napadajo, kakšni uporniki. Zdaj si imel kar mir, kar se tega tiče. Ja, veš kaj, zdaj so te avtobusi turistični, so tudi grejo okrog nekih regij, ampak jaz sem šel tam po lokalni cesti s temi, kako so, s kolektivati. So bili vsi, ja, ne, pa ne, res je nevaren, ampak... Čak, za tiste, ki ne vejo, malo povej, kaj sploh je to kolektivo? Je to neki tazgo komatatu v Afriki, ali tuk-tuk? Ne, kolektivo je v bistvu tak minibus, kombi, nekaj vmesno. Ki pa ima svojo ruto. Ima pa svojo redno linijo, v bistvu najcnej... Ampak stopaš kjerkoli gor, ga poštopaš in potem... Ja, v bistvu greš na avtobus, na postajo, je v bistvu je redna linija. Ni tako, da bi kar ob cesti stavo pa obstavo? Ja, to ne... Veš, kot tam v Chiapasu se nisem jaz zdaj zavljal s tem, ne. Ampak... Imel si urnik pa to. Ampak tako daljč, najcenejši... Veš, v primerjavi s temi avtobusi, ki so za turiste. Je taka ugodna varianta. Kaj se še kaj dogajalo tam, kjerkoli v Južni Ameriki? Ja, ne vem, Amazonija se je zgodila, Amazonija je bila zanimiv, je bila nekaj zastrupitev s hrano tudi. V Boliviji sem šel enkrat lulat, pa sem kri polulal tam. Ja, pa sem par parazitov fasil, tako zdravo je bilo. Si imel kakšno težko grižo ali tako je bolj... Ne, nič. Da ni bilo groznega? Ne, nič kaj groznega. Neki v Andih sem špuknil kri, sem neki na pljučah imel. A na visoko nadmorsko višino si šel kaj? Šel sem... Kusko, Machu Picchu? Ja, to sem šel... Pa si kaj čutil težave? Ma nič težav, no, takrat sem pol zbolel, no, ampak v Venezueli sem bil tam na 400-700. V Venezueli? Ja. Tam okoli Meride nekje? Tam okrog Meride, ja. A ja, s tistim liftom si šel? S tem, kaj ja. To, tam najvišji sem pa hodil na 4200, po mojem, v Centralni Ameriki. To je že kar? Vulkan Tahamulko. Ja, mi smo bili v Boliviji, v tistih rudnikih Potosi. Ja, sem slišal. Tam je tudi tam okoli 4000, pa še nekaj. Ja, so kar visoki kraj tole, ja. Bolj kot v Himalaji skoraj. Ja, a si šel v La Pazu na tistega 6000-čaka? Šli smo iz La Paza kolesart dol iz... A ta Death? Camino de la Muerte, ja. Camino de la Muerte. Hudo? Super stvar, ja. Bom navezno šel še enkrat, če bom svetki tam. Takole, ja, super za enkrat. Bo morala še večkrat malo ponoviti tole. Za danes se ti zahvaljujem, da si prišel. Hvala tudi vam, ki ste gledali tole in ne pozabite pogledati naslednje oddaje. Cela serija je že na voju. Adijo. Adijo. Dobro, kao.